Tukaj sem pa že bil, to je Slovenski etnografski muzej. Jaz sem pa danes prvič. Res je dobro tukaj, a veš, da lahko vidiš kostum kurenta? Nehajte klepetati, a ne vidite, da gremo že noter? V Slovenskem etnografskem muzeju smo pripravili učne kartice o nesnovni kulturni dediščini. Kaj pa je nesnovna kulturna dediščina? Nesnovna kulturna dediščina so ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve, šege in navade, znanja o naravi in okolju ter gospodarska znanja in veščine. Torej vse tisto, s čimer se skupnosti, skupine in posamezniki identificirajo in prenašajo iz roda v rod. No, vidim, da ste se že lepo zaigrali s temi karticami za nesnovno kulturno dediščino. Me prav zanima, kaj ste se igrali. Mi smo se igrali s spomin, uporabili smo 2 paketka, enega za slike, enega za opis. Mi pa smo se igrali osla, kartice smo razdelili glede na zvrst. Lahko bi jih razdelili glede na regije in mi smo se tako šli prejšnji teden. Mi pa smo se šli takšnega, kjer dvigneš eno kartico in poskušaš čim hitreje prebrati, nato daš roke na čelo. Pri najhitreje prebere, potem besedilo tudi obnovi. Tako ostali vemo, da je zares prebral besedilo in ve, kaj je prebral. Na koncu lahko kartico obdržiš in dobiš eno točko. Super! Me veseli, da so vam te kartice tako zelo všeč. Meni so všeč, ker je zraven slika. Meni pa kadar dobimo kakšno nalogo. Zakaj pa smo pripravili učne kartice? Učne kartice smo pripravili zato, da bi otrokom približali nesnovno kulturno dediščino ter da bi na interaktiven način spoznavali svoje lokalno okolje in tradicijo. Učiteljica, ali bomo tudi danes izvlekli kartice dneva? Seveda, saj imamo oktobra mesec kulturne dediščine in bomo vsak dan izvlekli eno kartico. Danes je na vrsti Andrej. Andrej, izvleci eno kartico. Kaj prikazuje? Na slikici je čebelarstvo. Imaš prav, dobro opazuješ. Učiteljica, mislim, da vem, v katero smrt spada. V katero pa špela? Kaj misliš? Glede na to, da za to potrebuješ kar nekaj znanja, so potem gospodarska znanja in veščine. Odlično! Vi pa že vse veste. Gašper, nam prebereš vsebino te kartice? Čebelarstvo je kmetijska dejavnost gojenja čebel v gospodarske namene in preživljanje prostega časa. V Sloveniji deluje okoli 10.000 čebelarjev, ki čebelarijo za okoli 150.000 čebeljimi družinami. Na leto pridelajo okoli 3.000 ton medu. Odlično si prebral, Gašper. Današnja tema je torej čebelarstvo. Kdo mi zna povedati 3 čebelje proizvode, ki so tudi na nalogi tele kartice? Iva? Mir, matic, mleksa, pacinika. Odlično, super! Kot ste že ugotovili, se nahajamo v Slovenskem etnografskem muzeju in današnja tema je čebelarstvo. Ker pa čebele ne morejo brez rožic, imam za vas pripravljeno presenečenje v povezavi z rožicami. Ste pripravljeni? Ja!